Sredi 60. let prejšnjega stoletja je veliko ameriških uradnikov verjelo, da se bo vojna v Vietnamu kmalu končala. Na papirju je bilo jasno, kdo je močnejši. Amerika je imela sodobna lovska letala, velike bombe, na tisoče helikopterjev, ogromen vojaški proračun in vojake, ki so prihajali z drugega konca sveta. Toda, ko so prispeli v Vietnam, so hitro ugotovili, da ni vsako vojno mogoče dobiti z več orožja in močnejšimi bombami. To je ena najtežjih lekcij vietnamske vojne. Preden začnemo z razpravo, bi te prosil za en všeček in naročnino na naš kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Zato začnimo. Poleti 1965 je v Južni Vietnam začelo prihajati veliko ameriških vojakov. Njihov cilj je bil pomagati vladi Južnega Vietnama proti Severnemu Vietnamu in gverilcem Vietkong, ki so se borili znotraj same države. Za Washington glavni cilj ni bil, da Severni Vietnam zavzame Južni Vietnam. Zanje je bilo pomembneje preprečiti padec Južnega Vietnama. V tistem času so ameriški voditelji verjeli, da če ena država pade pod komunizem, lahko sledijo tudi sosednje države. To je eden od razlogov, zakaj so bili pripravljeni poslati toliko vojakov v jugovzhodno Azijo. Še preden je prispelo veliko število vojakov, so ZDA že izvajale zračne napade na oskrbovalne poti iz Severnega Vietnama. To je vključevalo tudi nekaj tajnih operacij v sosednjem Laosu, kjer so potekale pomembne oskrbovalne poti za sile, ki so se borile v Južnem Vietnamu. Do leta 1965 se je zračna kampanja še dodatno razširila. Vsak dan je veliko vojaških letal letelo, da bi bombardirali cilje, za katere so verjeli, da so pomembni za delovanje Severnega Vietnama. Toda, čeprav so bila bombardiranja silovita, niso takoj prinesla pričakovanih rezultatov. Sile, ki so se borile proti Ameriki in Južnemu Vietnamu, so še naprej prejemale orožje, strelivo in nove borce. Sčasoma je postalo jasno, da moč zračnih sil ni dovolj, potrebne so bile tudi kopenske operacije. Tu se je Amerika začela soočati z ogromnim problemom. Za razliko od prejšnjih vojn, kjer je bila bojna linija jasna, je bila situacija v Vietnamu drugačna. Sovražnika tukaj namreč ni bilo vedno mogoče videti. Veliko Vietkongovcev se je pomešalo med navadne prebivalce. Imeli so skrivališča v gozdovih, močvirjih in odročnih krajih, ki jih je bilo težko doseči. Ameriški vojaki pogosto niso vedeli, od kod bo prišel naslednji napad. V mnogih primerih so bili oni najprej pod streli, še preden so lahko sami ustrelili. Zaradi tega je bil boj počasen in naporen. Ni dovolj, da imaš več tankov ali letal, če samega sovražnika sploh ne vidiš. Ko se je situacija slabšala, so morali ameriški vojaški voditelji sprejeti odločitev, kakšno strategijo bodo uporabili. Nekateri so verjeli, da bi se morali osredotočiti na manjše operacije. Menili so, da bi morali zaščititi vasi, okrepiti podporo prebivalstva in postopoma odstraniti vpliv gverilcev. Vendar pa je imel poveljnik ameriških sil v Vietnamu, general William Westmoreland, drugačno mnenje. Zanj je bil najhitrejši način ta, da neposredno zasledujejo in se borijo s sovražnikom. Vrđal je, da bo, če bo ubitih dovolj severno-vietnamskih in vietkongovskih borcev, to zadostovalo. Prišel bo čas, ko ne bodo več mogli nadaljevati vojne. Iz tega se je rodila strategija, ki je postala središče ameriških operacij v prihodnosti. Namesto, da bi ostali na enem mestu in ga branili, bodo poslali enote, da poiščejo sovražnika, kjerkoli se skriva. Ko bodo našli sile Vietkonga ali Severnega Vietnama, bodo takoj izvedli obsežno ofenzivo z uporabo pehote, artilerije, helikopterjev in zračne podpore. To so imenovali poišči in uniči. Ideja je preprosta. Poišči sovražnika, napadi ga in mu povzroči tako veliko škodo, da se ne bo mogel več pobrati. V teoriji se zdi načrt logičen. Toda za Američane je bila vojna bolj zapletena, kot so pričakovali. In ko se je število njihovih vojakov v Južnem Vietnamu povečevalo, so vse bolj izkušali resnico, ki bo spremenila celoten potek vojne. Ni dovolj, da si najmočnejša vojska na svetu, če se sovražnik bori na način, ki ga ne pričakuješ. Kljub temu, medtem ko so bili vojaki zaposleni z bojevanjem v vietnamskih gozdovih, se je v ozadju, za mizami v Washingtonu, odvijala še ena bitka. To ni bil boj s puškami, to je bil boj s številkami. Nekateri ameriški uradniki so verjeli, da bodo, če bodo lahko natančno izmerili vsako podrobnost vojne, lažje ugotovili, ali zmagujejo ali ne.
Pod vodstvom obrambnega ministra Roberta McNamara je Pentagon začel uporabljati metode velikih podjetij in korporacij. Pri analizi svojih operacij so skoraj vse preštevali. Koliko bomb je bilo odvrženih, koliko operacij izvedenih, koliko orožja uporabljenega, koliko vojakov ujetih in predvsem koliko sovražnikov ubitih. Ker ZDA niso imele namena zavzeti in obdržati velikega dela ozemlja Vietnama, so težko našle način za merjenje uspeha. V tradicionalnih vojnah se uspeh pogosto meri po osvojenih mestih in ozemljih, toda v Vietnamu je bila situacija drugačna. Pogosto je ena stran nadzorovala določen kraj zjutraj, vendar ga je lahko nasprotnik zavzel že do večera. Zato je bilo za številne ameriške uradnike najpomembnejše merilo število sovražnikov, ki so jih odstranili v boju. Če bi ubili več severnovietnamskih in vietkonških borcev, kot bi jih lahko nadomestili, bi sčasoma ostali brez ljudi in ne bi mogli nadaljevati vojne. Zaradi tega so postali še bolj agresivni. Operacije ameriških enot so postale bolj obsežne. Ni bilo več dovolj, da samo varujejo taborišča in mesta. Sovražnika so morali poiskati sami. In ko so ga našli, so mu morali povzročiti čim več škode, kolikor je mogoče. Tu se je še bolj razširila uporaba tako imenovane strategije iskanja in uničenja. Običajno se to začne z informacijami iz obveščevalnih enot, izvidniških letal ali izvidnikov na terenu. Ko je bilo odkrito skrivališče sovražnika, so vojake hitro poslali na to območje. To se pogosto izvaja s helikopterjem, da čim prej pridejo do cilja. Ko se začne bitka, bodo poskušali preprečiti umik sovražnika. Potem bodo poklicali dodatno podporo iz artilerije ali letalskih sil, da ukrepijo svojo ofenzivo. Na papirju je ta sistem izjemno močan, združuje informacije, hitrost premikanja in izjemno ognjeno moč. Vendar pa obstaja ena težava. Vietkong pozna območje bolje kot njihovi nasprotniki. Poznajo skrivne poti, skrivališča, tunele in poti za pobeg. Zato, ne glede na to, kako močna je ofenziva, v mnogih primerih cilji še vedno pobegnejo, preden so popolnoma obkoljeni. Ko se je vojna nadaljevala, so prišla tudi nova orožja, za katera so upali, da bodo dala prednost ameriškim vojakom. Eden od teh je bil puška M16. Postopoma je nadomestila težjo puško M14. Novo orožje je lažje in vojak lahko nosi več nabojev, medtem ko koraka pod močno vročino in vlažnim podnebjem Vietnama. V vojni, kjer vsak dan hodiš po blatu, džungli in gorah, je vsak kilogram, ki ga zmanjšaš pri opremi, zelo pomemben. Običajna ognjena moč voda vključuje tudi mitraljez M60 in metalce granat, ki se uporabljajo za zadetek sovražnikov, ki se skrivajo v gostem rastju. Toda med vso opremo vojaka je ena stvar, ki je pogosto pomembnejša od same puške, in to je radio. S pomočjo tega lahko vojaki v samo nekaj minutah zaprosijo za pomoč. Ko so ujeti v boju, lahko pokličejo artilerijski ogenj, zaprosijo za evakuacijo s helikopterjem za ranjene in zahtevajo letalski napad iz letal, ki krožijo nad njimi. V mnogih primerih radio rešuje življenja vojakom, ki jih obkrožijo sovražniki, medtem pa je geografija Vietnama prav tako velik izziv. Velik del države je prekrit z gostimi gozdovi. Obstajajo reke, močvirja in gore, ki upočasnjujejo gibanje vozil po kopnem. Zaradi tega sta zračni in rečni prevoz izjemno pomembna. Na rekah je Amerika uporabljala patruljne čolne za nadzor glavnih sovražnikovih poti. Toda simbol vietnamske vojne ni bil tank ali lovsko letalo, temveč helikopter, posebej Iroquois, bolj znan kot Huey. Za številne veterane je bil zvok njegovih rotorjev eden najbolj vtisnjenih spominov na celotno vojno. Huey so uporabljali skoraj za vse naloge. Prevažal je vojake na bojišče, reševal je ranjene, dostavljal je hrano, strelivo in zaloge. In kadar je bilo potrebno, je lahko služil tudi kot leteča platforma za mitraljeze. Zaradi Hueya so imeli Američani možnost hitro premikati enote na različne dele južnega Vietnama. To je bilo nekaj, kar je bilo redko videti v prejšnjih vojnah. V zraku so bili pripravljeni pomagati reaktivni letali, kot sta F-4 Phantom in A-4 Skyhawk. Ko je bila na tleh zaznana tarča, so lahko v zelo kratkem času prispeli in nudili podporo bojujočim se enotam. Na tej točki se je zdelo, da je tehnologija na strani Amerike. Bolj sodobno orožje, hitrejša vozila, močnejše letalstvo, boljša komunikacija.
Toda kljub vsemu temu se je začelo pojavljati eno vprašanje. Če imajo tako veliko prednost v opremi in tehnologiji, zakaj še vedno niso uspeli dokončno premagati sovražnika? To je vprašanje, ki bo postajalo vse pomembnejše, ko bo vojna prehajala v bolj krvavo in težjo fazo. Na prvi pogled se zdi, da je potek vojne močno v prid Američanom. Imajo helikopterje, s katerimi lahko prevažajo vojake celo sredi gostih gozdov. Imajo lovska letala, ki so pripravljena pomagati kadarkoli. Imajo artilerijo, ki lahko zadene cilj z velike razdalje. In imajo ogromna sredstva za nadaljevanje svojih operacij. Zaradi tega je veliko uradnikov verjelo, da postopoma slabijo Severni Vietnam. Eden od dogodkov, ki je okrepil to samozavest, je bila bitka pri Ia Drangu leta 1965. To je bil eden prvih večjih spopadov med ameriškimi četami in redno vojsko Severnega Vietnama. V tem spopadu so Američani videli, kako učinkovita je uporaba helikopterjev za hitro premikanje vojakov na bojišču. S pomočjo zračne podpore in težkega orožja so sovražniku povzročili veliko škode. Za mnoge ameriške poveljnike je to dokazovalo, da je njihova strategija pravilna. Toda severni Vietnamci so iz iste bitke potegnili drugačno lekcijo. Opazili so, da kadar se v neposrednem spopadu soočijo s celotno močjo Američanov, utrpijo večje izgube. Zato so se namesto ponavljanja iste napake odločili, da se vrnejo k načinu bojevanja, ki so ga že dolgo uporabljali. In to je bila gverilska vojna. Z drugimi besedami, izogibali se bodo bitkam, ki so v prid Američanom. Sovražniku ne bodo dovolili, da uporabi vso moč svojega letalstva, artilerije in helikopterjev. Namesto tega bodo sami izbirali čas in kraj svojega napada. Če razmere niso ugodne, se ne bodo borili. Če je sovražnik premočan, se bodo umaknili. In ko je obramba sovražnika šibka, takrat bodo ukrepali. To je ena najtežjih težav, s katerimi so se ZDA soočile v Vietnamu. Ne glede na to, koliko vojakov pošlješ, je težko premagati sovražnika, ki se noče boriti na način, kot si ti želiš. Dalj časa, kot je trajala vojna, bolj ustvarjalne so postajale taktike Vietkonga. Niso se zanašali na velike ofenzive podnevi. Pogosteje so uporabljali zasede, pasti in nenadne napade. Na nekaterih mestih so postavljali skrite rezila in ostre pasti pod zemljo. Na nekaterih poteh so polagali mine. Nekateri vojaki so se dolgo skrivali v gozdu, medtem ko so čakali na pravo priložnost za napad. Včasih je zaseda trajala le nekaj minut. Po streljanju so hitro izginili v gozd, še preden je prispela ameriška zračna podpora. Vedeli so tudi, koga morajo najprej napasti. Ko se je začela zaseda, so pogosto ciljali na častnike in vojake, ki so nosili radijske postaje. Ko je komunikacija prekinjena, je za Američane veliko težje zaprositi za pomoč letal ali artilerije. Medtem ko je ameriški vojak običajno nosil težko opremo, je bil sovražnik povsem drugačen. Njihova oprema je bila lažja, imeli so manj opreme. Zaradi tega so se lahko hitreje gibali po džungli, lažje so se skrivali in po napadu so se lahko hitreje umaknili. Vietkong je imel še eno prednost. Veliko jih je dobro poznalo lokalno območje. Imeli so podporo nekaterih skupnosti, medtem ko so bili drugi prisiljeni pomagati zaradi strahu ali posledic vojne. Zaradi tega so imeli dostop do hrane, informacij in poti, ki jih sovražnik ni poznal. Poleg tega so imeli obsežno mrežo tunelov. Nekateri od teh tunelov so bili zelo dolgi, imeli so skrivališča za orožje, hrano in pasti. Bile so celo priložnosti, ko so lahko premikali ljudi in opremo, ne da bi jih opazila letala, ki so krožila po nebu. Medtem ko se je to dogajalo v Južnem Vietnamu, je redna vojska Severnega Vietnama postajala vse močnejša. S pomočjo podpore Sovjetske zveze in Kitajske so prejeli novo orožje, vozila in vojaško opremo. Postopoma se je povečalo število vojakov oboroženih s puškami AK-47, mitraljezi in raketnimi metalci granat. Ko se je njihova vojska krepila, so bili tudi bolj pripravljeni, da se občasno soočijo z Američani. Njihovi zavezniki niso poslali le orožja, dobili so tudi protiletalske sisteme za boj proti ameriškim letalom. Sčasoma so se na nebu pojavili tudi lovci Severnega Vietnama. Čeprav so imeli manjše letalske sile kot Amerika, je to zadostovalo, da so ameriškim pilotom predstavljali nov izziv. Na tej točki se je potek vojne začel spreminjati. Ni šlo več zgolj za boj močnejšega proti šibkejšemu. To je postal boj dveh različnih načinov vojskovanja.
Na eni strani je bila Amerika, ki se je zanašala na tehnologijo, hitrost in izjemno ognjeno moč. Na drugi strani pa sta bila Severni Vietnam in Vietkong, ki sta se zanašala na vztrajnost, presenečenje in previdno izbiro pravega trenutka za napad. In ko so meseci minevali, je Amerika postopoma odkrivala zaskrbljujočo resnico. Morda so lahko zmagali v številnih bitkah, toda to še ne pomeni, da zmagujejo v sami vojni. Ko se je vojna vlekla, se je podoba vietnamske vojne, ki so jo pogosto prikazovali v novicah, postopoma začela rušiti. Ko veliko ljudi pomisli na vietnamsko vojno, si pogosto predstavljajo helikopterje, ki letijo nad džunglo. Toda za večino vojakov na terenu je bila resničnost povsem drugačna. Več časa so preživeli v hoji kot v streljanju. Več časa so preživeli v čakanju kot v opazovanju sovražnika. Pogosteje so se bali skritih pasti kot neposrednih napadov Severnega Vietnama. Vietkong se je postopoma naučil, kako se boriti proti najpomembnejši ameriški opremi – helikopterju. Sprva je to predstavljalo veliko prednost za Američane, omogočalo je hitro prevoz in podporo v boju. Toda sčasoma se je sovražnik naučil, kako ga ciljati. Zvok helikopterja je bilo mogoče slišati že na daleč. Zaradi tega so imeli bojevniki na tleh dovolj časa, da so pripravili obrambo ali zasedo. Ko so vedeli, kje bodo vojaki pristali, so se lahko skrili okoli pristajalnega območja in čakali. Ko se začne streljanje, postane situacija nevarna ne le za vojake, ki izstopajo, ampak tudi za sam helikopter. V celotni vietnamski vojni je bilo na tisoče helikopterov izgubljenih med operacijami, nekateri zaradi nesreč, vendar jih je veliko zadev tudi sovražni ogenj. Zaradi te nevarnosti so vojake pogosto izkrcali na varnejših območjih. Od tam naprej so morali pešačiti več dni ali celo tednov skozi džunglo. In tukaj se začne še en boj. Niso se soočali samo s sovražnikom. Prisotna je bila huda vročina, neprestano deževje, komarji, ki prenašajo bolezni, pomanjkanje čiste vode in utrujenost, ki počasi uničuje telo in vojaka. Na številnih patruljah več dni niso videli nobenega sovražnika, toda to ne pomeni, da so bili varni. Pravzaprav so eno največjih groženj mine in pasti. To so pasti, skrite v zemlji, v travi ali na poteh, ki jih vojaki pogosto uporabljajo. Vietkongu ni treba videti svoje tarče. Dovolj je, da vojak stopi na njo, pa že pride do ranjenih ali mrtvih. In za mnoge Američane je to ena najtežjih stvari za sprejeti. Ne veš, od kod prihaja nevarnost, ne veš, kateri korak bo tvoj zadnji. Ko je Vietkong postajal vse bolj izurjen v gverilskem bojevanju, so postajali tudi vse boljši pri izbiri pravega trenutka za napad. Pogosto so oni prvi začeli streljati. Oni izberejo, kdaj se bo začel boj. In ko začutijo, da prihaja ameriška zračna podpora, hitro izginejo, še preden prispejo letala. Včasih pa se zelo približajo položajem Američanov. Ko sta obe strani preblizu skupaj, je za letalske sile težko izvesti napad, ne da bi pri tem ogrozili lastne enote. Zaradi tega Amerika pogosto ne more izkoristiti svojih največjih prednosti. Prav tako vsa ameriška oprema ne deluje vedno popolna. Ena prvih težav, ki so se pojavile, je bila puška M16. Čeprav je lahka in enostavna za prenašanje, je v prvih letih vojne doživela različne okvare. Težava se je še poslabšala, ker je veliko vojakov prispelo v Vietnam brez ustreznega usposabljanja za uporabo in vzdrževanje novega orožja. Sčasoma je Pentagon odpravil nekatere od teh težav. Prišlo je do sprememb v zasnovi in boljšega usposabljanja za vojake. Postopoma se je zmogljivost M17 izboljšala, vendar pa je za številne veterane slab sloves ostal. Podobno je bilo tudi pri nekaterih drugih opremi. Na papirju je bila ameriška ognjena moč izjemna, vendar pa tehnologija v dejanskih operacijah v džungli ni bila vedno dovolj za rešitev vsakega problema. Ko se je situacija slabšala, so vojaki začeli čutiti posledice dolgotrajne vojne. Mnogi med njimi so bili zelo mladi. Veliko jih je bilo mlajših od 20 let, ko so jih poslali v Vietnam. Nekateri se niso prostovoljno pridružili, ampak jih je vpoklicala vlada. Vsak dan je bil poln strahu, utrujenosti in negotovosti. Niso vedeli, kdaj bodo napadeni, niso vedeli, kdo je prijatelj in kdo sovražnik. In niso vedeli, kdaj se bodo lahko vrnili domov. Položaj je postal še bolj zapleten zaradi odnosov med vojaki in civilisti. Na mnogih krajih so imeli Američani težave ugotoviti, kdo v resnici podpira Vietkong. Bili so navadni kmetje, ki niso imeli nič skupnega z bojevanjem.
Vendar pa so bile tudi skupnosti, ki so gverilcem zagotavljale hrano, informacije ali pomoč. Zaradi tega se je na obeh straneh začel pojavljati dvom. Nekateri vojaki so postopoma začeli izgubljati zaupanje v lokalno prebivalstvo. Hkrati je veliko civilistov zaradi nenehnih spopadov doživelo poškodbe, uničenje domov in izgubo svojih najdražjih. Z leti so se vojaki začeli spraševati, kakšen je pravzaprav namen njihovega bojevanja. Sprva je veliko ljudi verjelo, da so del pomembne misije. Toda, ko so videli neskončne bitke, uničene vasi in težave pri prepoznavanju, kdo je pravi sovražnik, se je njihova vera v vojno začela zmanjševati. In to je ena najglobljih ran vietnamske vojne. Ni preizkusila ni le moči vojske, temveč tudi vero, moralo in upanje ljudi so bili poslani v boj. Ko se je vojna poglabljala, so bili civilisti v Južnem Vietnamu vse bolj ujeti v navzkrižni ogenj. Niso se bali le bomb, orožja in operacij Američanov ter južnovietnamske vlade. Bojijo se tudi Vietkonga. Če pomagajo vojakom Južnega Vietnama ali Američanom, jih lahko Vietkong kaznuje. Če pa pomagajo Vietkongu, jih lahko vladne sile sumničijo ali aretirajo. Zato za veliko navadnih ljudi ni lahko izbrati. Kamorkoli se obrnejo, je nevarnost. V nekaterih vaseh se morajo prilagoditi tistim, ki imajo ponoči nadzor, a naslednji dan pride druga skupina in jih vpraša, zakaj so pomagali drugi strani. Tako zapleteno je življenje civilistov sredi vietnamske vojne. Sčasoma obe strani potrebujeta hrano, informacije in podporo od ljudi. Vietkong uporablja strah, propagando in politični pritisk, da bi dobil pomoč. Južnovietnamska vlada in njeni zavezniki pa izvajajo operacije, da bi prekinili povezavo med Barijem in Barangajem. Toda na terenu to ni preprosto. Ker je lahko kmet zjutraj navaden civilist, ponoči pa je prisiljen dati hrano ali informacije. Včasih zato, ker verjame v Vietkong, včasih zato, ker ga je strah in včasih zato, ker nima druge izbire. To je razlog, zakaj je Amerika imela še večje težave. Niso mogli kar tako ugotoviti, kdo je sovražnik in kdo nedolžen. Če so bili preveč popustljivi, je Vietkong pobegnil. Če pa so bili preveč nasilni, so ljudi še bolj odrivali stran od sebe. V takšni vrsti vojne je zaupanje navadnih ljudi enako pomembno kot zmaga na bojišču, in to zaupanje je počasi izginjalo. Do leta 1967 je bilo jasno, da vojna ne poteka tako, kot so Američani pričakovali. Ko so se spopadli z Vietkongom ali severno-vietnamsko vojsko v odprtem boju, so Američani običajno povzročili več škode. Toda to ni bilo dovolj, da bi končali vojno, kajti po vsaki operaciji se je sovražnik vedno znova vračal. Vedno so imeli nove rekrute, novo orožje, nove oskrbovalne poti in nove načine, kako se izogniti ameriški moči. V Washingtonu so nekateri uradniki še vedno trdili, da napredujejo. Število ameriških vojakov v Vietnamu se je povečalo, operacije so postale večje, več je bilo letalskih napadov, več je bilo tarč. Večje je bilo število domnevno ubitih sovražnikov, toda veliko vprašanje je tole: so res bližje cilju ali pa samo štejejo več? Leta 1967 so ZDA izvedle nekatere največje operacije iskanja in uničenja v Vietnamu, vključno z operacijo Cedar Falls in operacijo Junction City. Namen teh operacij je bil uničiti baze, tunele in operativne centre Vietkonga v bližini Saigona. Sprva so bile videti uspešne, zasegli so veliko orožja, uničili so veliko tunelov. Vojska je objavila visoko število ubitih ali zajetih sovražnikov, toda obstajala je velika težava. Pravega rezultata ni bilo lahko izmeriti. V Vietnamu je lahko območje, ki je bilo danes očiščeno, čez nekaj dni ali tednov ponovno znašlo pod nadzorom Vietkonga. Tunel, ki so ga uničili na enem mestu, je lahko nadomeščen z novo potjo drugje. In število ubitih sovražnikov ni bilo vedno jasno, ali je pravilno. Ker je število mrtvih postalo merilo uspeha, so bili poveljniki pod pritiskom, da pokažejo visoke številke. Ko so bile številke visoke, je izgledalo, kot da zmagujejo. Ko so bile številke nizke, je izgledalo, kot da ni napredka. Tukaj je sistem postal nevaren, kajti vojna ni kot posel, kjer je mogoče vse izmeriti v poročilu.
Ne moreš preprosto prešteti strahu ljudi. Ne moreš preprosto izmeriti jeze vasi potem, ko jim je bila uničena hiša. Ne moreš takoj videti v preglednici, koliko jih tiho podpira Vietkong, ker so izgubili zaupanje v vlado. In tudi ne moreš preprosto izmeriti odločnosti sovražnika, ki je pripravljen prenašati dolgo vojno, čeprav ima ogromno žrtev. To je bila velika napaka Amerike. Mislili so, da bo Severni Vietnam odnehal, če jim povzročijo dovolj škode. Toda za Severni Vietnam vojna ni bila le običajna vojaška kampanja. Zanje je bil to boj za združitev države. Zaradi tega so bili pripravljeni dolgo in težko trpeti. Medtem ko so Američani upali, da se bo sovražnik izčrpal, se je zgodilo ravno nasprotno. Tudi Amerika je počasi postajala utrujena, ne samo vojaki na bojišču, ampak tudi javnost doma. Vedno več ameriških družin je v novicah videlo mrtve, ranjene in nenehno zaostrovanje vojne. Vedno več ljudi se je spraševalo, zakaj mora njihova država ostati v Vietnamu. Tudi drugod po svetu so se krepile kritike proti Ameriki. Za nasprotnike ameriške politike je Vietnam postal simbol vele sile, ki uporablja ogromno moč proti manjši državi. Medtem pa tudi bombardirna kampanja ni prinesla hitrih rezultatov, ki jih je pričakoval Washington. Veliko ciljev v Severnem Vietnamu je bilo uničenih, vendar pa sposobnost Severnega Vietnama za nadaljevanje vojne ni bila popolnoma prekinjena. Ker njihovo gospodarstvo ni bilo popolnoma odvisno od velikih tovarn kot pri drugih industrializiranih državah, veliko njihovih zalog je še vedno prihajalo skozi preproste poti, ročno delo in pomoč njihovih zaveznikov. Še več bomb je bilo odvrženih, stroški so bili še višji, še bolj nevarno je bilo za pilote. A še vedno ni bilo dovolj, da bi prisilili Severni Vietnam k predaji. V zadnjem delu leta 1967 sta predsednik Lyndon Johnson in general Westmoreland poskušala prepričati javnost, da se razmere izboljšujejo. Predstavila sta številke. Predstavila sta operacije, pokazala sta domnevno zmanjšanje sil Vietkonga, zaradi česar naj bi bil konec vojne že blizu. Toda na terenu se dogaja drugačna zgodba. Severni Vietnam in Vietkong so se tiho pripravljali na veliko ofenzivo. Napad, ki ga veliko Američanov ni pričakovalo. Napad, ki bo pokazal, da ne glede na to, koliko številk je prikazanih v poročilih, Amerika še vedno nima nadzora nad potekom vojne. In ko je prišlo leto 1968, se je razblinila iluzija, da je zmaga blizu. Zaradi Vietnama pravo vprašanje ni bilo, kdo ima več bomb, kdo ima sodobnejše orožje ali kdo ima večje število žrtev. Pravo vprašanje je bilo, kdo lahko zdrži dlje. In na tej točki je svet začel opažati, da je najmočnejša vojska na svetu ujeta v vojni, ki je ne more končati na način, kot si želi.